Spoštovane svetnice, svetniki, ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in bi predlagal, da pričnemo z 8. redno sejo občinskega sveta občine Cerklje z sledečim dnevnim redom, katerega ste tudi prejeli v skladu s poslovnikom. Prva točka ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, druga točka obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 13.11.2019, tretja točka obvestilo o sprejetju sklepa o začasnem financiranju, to je seznanitev za obdobje januar-marec 2020, četrta odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Cerklje kot predlog, peta točka odlok o avtotaks prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozov, šatel prevoz na območju občine Cerklje, 5.1. dajem umik, to je odlok o spremembi dopolnitve odloka o avtotaksi, ker se na enak tekst nanaša, 5.2. pa ostane v dnevnem redu, to je odlok o razveljavitvi odloka o avtotaks prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih, šatel prevoz na območju občine Cerklje, predlog skrajšani postopek. 6. točka letni program športa v občini Cerklje za leto 2020 predlog, 7. letni program kulture v občini Cerklje 2020 kot predlog, 8. točka predlog sklepa o vrednosti točk za določitev višine nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerkelj, 9. predlog sklepa o vrednosti gradbenih cen, stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin v občini Cerklje za leto 2020, 10. komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlog sklepa o predlaganju kandidata kot predstavniku javnosti v sektorju za reševanje pritožb zoper policiste, 11. točka poročilo župana ter 12. točka svetniško vprašanje in pobude. To je dnevni red. Poročevalci pa so Maruša Zajc, financerka, Tanja Balovrh, okolje prostor, Simona Vodlan, družbene dejavnosti, Andrej Jerala, razpisi in ostale zadeve, katere izvaja kot uradnica, ter Janez Korba, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odpiram razpravo. Zaenkrat nista prisotna Kosec, pa Jezeršek Luka, pa Vidmar Andrej, ja. Okay. Odprta je razprava na dnevni red. Je kakšna pripomba? Ni. Zaključujem razpravo in gremo na glasovanje. Dnevnega reda, kdo je za? Kdo je proti? Soglasno. Gremo na drugo točko, obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 13.11.2019. Odpiram razpravo. Kakšna pripomba? Zapisnik. Ni. Predno gremo na glasovanje, povabim gospod Marušo, da bo dala potem na naslednji točki. Ni razpravljavcev. Hvala, zaključujem razpravo. Ni interneta, ne morajo gledati, župan gradiv. Oddaj ni interneta. Malo imamo težave, nekaj se računalnik ne bo videl. Vse verjetno ste kaj doma gradiv pregledali, tako da veste, kakšen je dnevni red, ne? Ste, ne? Super, bravo, gremo na glasovanje. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Soglasno. Maruša, izvoli. Lep dober večer vsem skupaj. Vse pregledali. Pred vami je dokument začasno financiranje za obdobje 1.1.2020 do 31.3.2020. Ker ni bil sprejet proračun oziroma ne bo sprejet proračun do konca leta 2019,
je župan 11.12. sprejel sklep o začasnem financiranju. V obdobju začasnega financiranja občina lahko nadaljuje samo s projekti iz proračuna za leto 2019. Kot podlaga za financiranje projektov je sprejeti odlok o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019. Višina porabe sredstev je mogoča samo do višine porabe sredstev, ki je bila realizirana do 31.3.2019. Višina prihodkov v začasnem financiranju do 31.3. znaša 2.610.560 in višina odhodkov znaša 1.448.747 evrov. To je vse, župan. Hvala, Maruša. Kakšno vprašanje? To je v bistvu samo seznanitev januarja, nekje po 20. bo pa seja in bomo obravnavali tudi proračun. Hvala, gremo na naslednjo točko. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Cerklje na Gorenjskem kot predlog. Izvolim. Lep pozdrav. Na prejšnji seji smo obravnavali osnutek tega odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve. Zdaj čist na kratko, se pravi na podlagi zakona o urejanju prostora se ta odlok sprejema in sicer je ta zakon uvedel nov instrument prostorskega načrtovanja lokacijska preveritev, s katerim se preveri ustreznost individualnih namer za posege v prostor in omogoči manjša odstopanja od sprejetih pravil v OPN-ju. Kaj več je zdaj o tej lokacijski preveritvi, smo zadnjič že kar podrobno obrazložili. Zdaj odlok sam določa te stroške lokacijske preveritve, ki jih mora pobudnik oziroma investitor poravnati občini, da občina dejansko preveri ustreznost tega elaborata lokacijske preveritve. In ti stroški so v 3. členu navedeni za posamezno vrsto lokacijske preveritve, se pravi 1500 evrov za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, pri individualnih odstopanjih od prostorskih izvedbenih pogojev 2500 evrov, za omogočanje začasne rabe prostora 2000 evrov in pa za legalizacijo objektov na kmetijskem zemljišču 1500 evrov. Potem sam postopek je pa v 4. členu obrazložen, v kateri fazi to plačilo stroškov se poravna. To bi bilo na kratko, mislim, da smo. Hvala, Tanja. Odpiram razpravo. Če ni razpravljavcev, zaključujemo in gremo na glasovanje. Predlagam občinskem svetu občine Cerklje, da sprejme predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve za področje občine Cerklje v predloženem besedilu. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Soglasno. Simona, prosim, gremo na 5. točko. Prosim, kar sem sed. Tako da bomo verjetno mogli na kakšno sodbo odgovarjati. Pred vami je predlog odloka o razveljavitvi odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih šatel prevozih na območju občine Cerklje na Gorenjskem. Sam odlok je bil že v letu 2012 v skladu z zakonskimi določbami, torej zakonom o prevozih v cestnem prometu, sprejet in v skladu s tem je občina izdajala odločbe ali tako imenovano dovoljenje za izvajanje ene ali druge dejavnosti. Glede na to, da zakonske določbe samega zakona zelo natančno določajo, kdo je pristojen za nadzor nad samimi izvajalci, kdo daje glavno državno licenco, kako potekajo sami pregledi teh avtotaksi prevoznikov v izpolnjevanju zakona na državni ravni. Ne vidimo več pomena, da občina izvaja ta odlok, saj pristojnosti samega direktnega podrobnega nadzora niti nima. Zato je pred vami predlog, da se
z predlaganim besedilom razveljavi ta odlok, nadzor pa vršijo seveda vsi ustrezni organi, ki imajo pristojnost nad različnimi področji poslovanja takih dejavnosti. Pred vami je torej predlog odloka o razveljavitvi odloka o avtotaksi prevozih, s tem, da je predlog, bi se glasil tako, da se ta odlok objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 1.1.2012, torej ne 21., torej 30. dan od dneva objave, ampak 1.1.2020. To je to. Hvala, odpiram razpravo. Da mislim, da je prav, da zelo na kratko, da se pove, čemu je temu namen. Namen temu je to, da, ker se nanaša na sam zakon in vsa navodila in uredbo, katero seveda ureja Ministrstvo za promet, predvsem pa Direktorat za kopenski promet, s katerim smo sodelovali v letu 2016 in 2017 v pripravi nove zakonodaje glede ureditve, ker se nanaša na taksi službe, ne samo na letališču, ampak na splošno v celi državi. In na podlagi vseh pobud, katere smo jih dali tudi občine, predvsem pa tudi mi, glede zapletov na letališču, glede parkiranja in tako dalje in seveda izvajanja taksi službe, ni bilo v bistvu popolnoma nobenih sprememb. In na podlagi tega vse skozi prihaja do pritožb, tako taksi služb, tudi letališče samega kot Fraporta. Oni so sedaj odločili, da bodo in so že šli v razpis za določena mesta na letališču, koliko je sploh potrebno taksi služb, vozil na tem področju potrebno zagotavljati. In glede na vse te zaplete, ki so, sem se pač odločil dobesedno, da razveljavimo vse odloke, kar se skratka nanaša na pristojnosti občine v samem neredu postopkov, ki smo mi izdajali določena potrdila za izvajanje taksi služb na letališču. In z tega razloga sem tudi prej predlagal, da se 5.1 kot odlok tudi ne obravnava in skratka nima obenih sledi več v vezi z sprejetim odlokom, ki je bil sprejet v letu 2012. Toliko na kratko. Odpiram razpravo. In tudi datumsko smo dela uskladili, da gre s 1.1.2020, ne 21.1.2020. Glede na to, da imajo oni, da so v izvajanju javnega razpisa za izbiro taksi službe na letališču. Koliko o tem ni za nas pomembno, to je stvar Fraporta, lastnika letališča in seveda tudi njihove ocene, koliko se dejansko taksi služb potrebuje. Je kakšen razpravljavec? Ni? Če ne, gremo na glasovanje tega sklepa. Predlagam v občinskem svetu občine Cerklje, da sprejme odlok o spremembah odloka o avtotaksi prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozov, šatel prevoz na območju občine Cerklje z dodatkom predlagane besedila s 1.1.2020. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Soglasno. Simona, še 5.2, prosim. 5.2 sva. 5.2 sva zdaj. 5.2 sva. Sva. Da imamo pa kaj še? 6-letni program športa. Ok, gremo na 6. točko. Letni program športa v občini Cerklje za leto 2020. Prosim. Pred vami je tako kot vsako leto letni program športa v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2020.
s katerimi se opredelijo športni programi, ki se bodo v letu 2020 financirali, obseg in višina sredstev, potrebnih za uresničevanje športnih dejavnosti v naši lokalni skupnosti, vključeno z vzdrževanjem, obratovanjem in investicijami v športno infrastrukturo. V sami obrazložitvi smo vam nekoliko podrobneje predstavili posamezne proračunske postavke in višino sredstev. Za področje sofinanciranja delovanja športnih društev in klubov so sredstva rezervirana na proračunski postavki 1851, transferi društvom z področja športa. Vsekakor skupaj namenjamo nekako v to celotno športno dejavnost po osnutku proračuna v višini 727.704 evra, pri čemer pa je ta letni program športa med drugim tudi pomenjen za začetek postopkov priprave javnega razpisa za sofinanciranje delovanja športnih društev in klubov. Podrobneje je ta letni program opredeljen po posameznih delih tudi v samem programu, uporablja pa se s 1.1.2020. Hvala, Simona. Hvala, Simona. Odpiram razpravo. Ni razpravljavcev. Hvala. Gremo na glasovanje. Občinskem svetu občine Cerklje predlagam, da se sprejme letni program športa v občini Cerklje za leto 2020 v predlaganem besedilu. Kdo je za? Hvala. Proti? Soglasno. Greva na, Simona, kar na 7. točko, prosim, izvoli. Enako kot letni program športa je pred vami tudi letni program kulture za leto 2020. Tudi s tem letnim programom smo začrtali neke osnovne usmeritve za področje podpore kulturne dejavnosti na lokalni ravni, vključno z sofinanciranjem delovanja kulturnih društev in pa klubov v naši občini, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, pa tudi z skrb za premično in nepremično kulturno dediščino ter investicijami v javno kulturno infrastrukturo. V sami obrazložitvi smo vam nekoliko podrobneje predstavili glavne usmeritve in pa tudi na katerih proračunskih postavkah so rezervirana sredstva za posamezno kulturno področje. Tisto, kar je zavezano na sofinanciranje z javnim razpisom za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, je rezervirano na proračunski postavki 1831, transferi društev z področja kulture, kjer so sredstva v višini 70.000 evrov rezervirana in bojo podeljena z javnim razpisom. Sam letni program kulture je podlaga za začetek priprave in postopkov vezane na javni razpis. Simona, hvala, odpiram razpravo. Ja, prosim. Zanima me samo višina teh sredstev za knjige v občinsko knjižnico. Kar se nanaša na delovanje knjižnice, se vsako leto pred oblikovanjem proračuna oglasi direktorica in uskladimo dejansko potrebe, toliko koliko potem in tudi zagotavlja za našo knjižnico, tukaj skratka na splošno za osrednjo knjižnico Kranj. Če je to vprašanje. Ja. Naprej, prosim. Še kakšno vprašanje ni? Hvala, zaključujemo razpravo, gremo na glasovanje. Predlagam občinskem svetu občine Cerklje, da se sprejme predlog letnega programa kulture v občini Cerklje za leto 2020 v predlaganem besedilu. Hvala lepa. Glasovanje, ne? Kdo je za? Ja, nas hvala, se roko dvigno, ja. Kdo je proti? Hvala. Gremo na naslednjo točko. Andreja, prosim, predlog sklepa o vrednosti tod za določitev višine nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerkelj. Dober večer.
Občinski svet je v decembru 2016 sprejel odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, njegovo spremembo in dopolnitev pa v maju 2019. V odloku je navedeno, da se letna vrednost za posamezno koledarsko leto določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Pravna osnova je koeficient rasti cen Republiki Sloveniji. Zadnji podatek je oktober 2019, v primerjavi z istim mesecem preteklega leta je inflacija 0,014. Priložene imate tudi nove izračune, tako za poslovni objekt, stanovanjski ter za nezazidano stavbno zemljišče. Vrednost točke je potrebno objaviti do konca leta, potrebujejo finančne uprave za odmero nadomestila za stavbno zemljišče. Hvala, Andreja. Odpiram razpravo. Ni razpravljavcev, hvala. Prehajamo na glasovanje in predlagam, da se sprejme sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Cerklje pod Krvavcem, da nam rekel vedno Gorenjska. Kdo je za? Hvala. Proti? Greva, Andreja, še z naslednjo točko, kar izvolim. Pravna osnova je enaka kot v prejšnji točki. Vrednost cene gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin je potrebno sprejeti zaradi finančne uprave in sicer zaradi določitve davka na davka za premoženje. Imate ravno tako napisano povišanje v evrih in pa odstotek je enak kot prej, 0,014, pa kakšna je vrednost za vas Cerklje ter za ostale naselja. Ravno tako je treba sprejeti za konec leta za preteklo koledarsko leto. Za naslednje koledarsko leto. Andreja, če jaz to prav razumem, gre za oba sklepa, gre samo Za enega. za prvi sklep. Prvega smo že. Nepremičnin Sklepete tam. in naslednji. Sprejme se tole. In naslednji. Dobro. Hvala. Odpiram razpravo. Je kaj še razpravljavec? Ni. Zaključujemo razpravo. Gremo na glasovanje. Predlagam, da se sprejme sklep o vrednosti gradbenih cen stanovanjskih hiš za stanovanja in druge nepremičnine v občini Cerklje za leto 2020 v predlaganem besedilu. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Soglasno. Gremo pa na naslednjo točko. Komisija za mandatna vprašanja in volitve in imenovanja. Predlog sklepa o predlaganem kandidatu kot predstavniku javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste. Janez Korban, predsednik. Ja, komisija je dobila samo en predlog. Imam pa še zdaj eno težavo, zato ker nimam internetne povezave, pa bi prosil Marto, če kar ti poročaš. A na delo? Še ne? Ne. Izvoli, Marta. Ministrstvo za notranje zadeve je vse občine v Republiki Sloveniji pozvalo k posredovanju predlogov kandidatov, ki bi kot predstavniki javnosti sodelovali v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. Kandidat mora izpolnjevati določene pogoje, ki so opredeljeni v 145. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije, in sicer, da je polnoletni državljan Republike Slovenije, da aktivno obvlada slovenski jezik, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, da ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, da ni s pravnomočno odločbo obsojen za 2 ali več prekrškov z znaki nasilja ali za 3 oziroma več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, da ni javni uslužbenec policije ali funkcionar kot sindikalni zaupnik reprezentativnih sindikatov policistov in da je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb oziroma v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje občanov, ter da je na podlagi njegovega dosedanjega življenja in dela mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal vestno in pošteno.
Komisija je na svoji 5. redni seji, ki je potekala korespondenčno v času od 22. do 23. novembra, obravnavala en prejeti predlog kandidata. Predlog je bil za Majdo Erzar, univerzitetno diplomirano pravnico, predlog je podal župan. Predlagana kandidatka izpolnjuje vse te navedene pogoje, podala je tudi izjavo, v kateri soglaša s predlogom za imenovanje in izjavlja, da te pogoje, ki jih je določil zakon, tudi izpolnjuje. Tako je Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja podprla predlagano kandidatko in predlaga občinskemu svetu, da jo tudi sprejme. Da ta predlog tudi sprejme. Hvala. Direktorica, odpiram razpravo. Jaz smo v bistvu predlagamo staro zdajšnjo članico za novo članico. Ni bilo dreno za to funkcijo. Ni razpravljavcev, gremo na glasovanje. Predlagam, da za predstavnika javnosti v Senatu za reševanje pritožb zoper policiste se predlaga gospa Majda Erzar. Kdo je za? Hvala. Soglasno, je kakšen proti? Ni. Gremo na naslednjo točko. Še kaj okrog komisije, mandatov, nič. 11. točka, no, zdaj glede na to, da vemo, da smo povabljeni v Adrgas v samostan k gospodu župniku Slavku Tokalanu, naročen smo o 7:30, da bomo lahko malo še, imamo dosti lufta dela, da se lahko marsičem pogovorimo. Jaz grem najprej kot po točki dnevnega reda na poročila župana. Lahko me tudi kaj vprašate, ker prav hudo nisem veliko pripravil. Najprej povem, da se nadaljuje z zgradbo zdravstvenega doma. Ob tem naj povem, da je nekje 70% del zaključenih. Prav je, da tudi, da ne boste brali v časopisih, da nisem poročal, da smo med tem časom tudi dobili klic zainteresirane pulmologinje, to je za pljučne zadeve, ker smo naredili zelo na hitrico sestanek s projektantom, ugotovili in šli na ogled same lokacije v mansardi, tam, ki bo predviden za gradbenim dovoljenjem, ki se tudi izvaja zdravstvena dejavnost in izobraževanje. In gospe doktorici je bilo to zelo všeč in smo po hitrem postopku začeli pridobivati idejne rešitve, seveda v soglasju z njo, in včeraj sem tudi podpisal predpogodbo glede na to, da gospa je imela tudi druge lokacije na izbiro v Kranju in na podlagi tega smo se pač zasigurali, da eventualno, če bodo stroški same izvedbe in da bi se premislila, smo si s to predpogodbo tudi zaščitili nastalih stroškov, da je približno, koliko v tem trenutku ni še popisa, ampak takoj po novem letu naj bi pristopili k izvedbi, ker bi po vsej verjetnosti lahko ujeli isti čas vlaka, postanka, ki bodo tudi ostali prostori dokončno zgrajeni oziroma opremljeni, tako strani zdravstvenega doma oziroma OZG-ja, kot tudi same pulmologinje. Moja osebna ocena je, da lahko nekje v maju mesecu lahko objekt predavamo svojemu namenu. Kaj bo konkretno z kadrom, je še zmeraj enak odgovor. Jaz bom zdaj še enkrat zaprosil OZG, za eventualno, če ne bo drugačnih odgovorov in tudi bolj v to smer gre, odgovor tudi na OZG, ki je bil svet zavoda, je bilo pač ponovno spregovorjeno, da imamo na našem področju enega zdravnika na letališču, že ne, enega imamo v Cerkljah, to je res, in da ga imamo tudi v domu Tabor.
Tudi to je res. Samo Dom v Tabor pokriva v tistih procentih kot prisotnost, ki je obvezna za starostnike, ne pa za občane. Druga zadeva, kar se nanaša na v bistvu njihovo tolmačenje, da imamo zdravnika na letališču, kar je tudi res, ampak mi zdravstveni dom, ko smo začeli pripravljati idejne projekte, je tudi tako OZG kot zdravstveni dom Kranj sodeloval. In zdravstveni dom in te ambulante nismo zato gradili, da mi bojo dajali odgovor ali v celotni naši javnosti ali občanom in občankam, da imamo zdravnika na letališču. Potem tega zdravnika pripeljejo tukaj v Cerklje. To je moj odgovor in jaz upam, da ne bo prišlo do zapletov in da pri vsem tem, da imamo dva, ko bi rekel, v vodilnim mestih občanov občine, jih nam pač po porenku imenu imenoval, da bo ta vsled temu sledila kot lokal patriota in da bomo seveda te dva splošna zdravnika dejansko tudi v maju mesecu imeli. Brez izgovorov, da imamo enega v Domu Tabor, enega pa na letališču. To ni odgovor na to investicijo, katera bo sam zdravstveni dom vreden blizu 2 milijona evrov. Brez nakupa zemljišč in vsega ostalega. Mrliške Večce se končno zaključujejo. Neki manjši detajli so še, tako da jaz upam, da kaj dosti po novem letu ne bo več potrebno opravljati raznih del na poslovnih Večcah v Cerkljah. Izgradnja kanalizacije v Zalogu se še zmeraj izvaja, še v ponedeljek nekaj asfalta in potem se do nekje 15. januarja dela zaključijo. Do zdaj je nekje upravljenih 70% del. Obnova vodovoda v zahodnem delu v Lesovo je tudi v zaključni fazi, seveda za nekje tudi 60-70%. Tam gremo po privatnih zemljiščih, vrtovih, zevankih in seveda temu primerno je treba tudi izvajati gradbena dela, bojo bolj ročna in primerno mora biti tudi vreme in bo, upam, v spomladanskem delu tudi ta del zaključen. Kar se nanaša na investicije v vzdrževanje občinskih cest, mi smo pričeli tudi za pripravo za asfaltno privleko Vrhovje ali pa Dobrava, Jurčkova Dobrava, Viševca, Vrhovje. In smo v prejšnjem tednu nekaj več kot kilometer asfalta je položenega, to se pravi od Cepa za Viševcev do Vrhovelj, do občine Kamnika. Potem je prišlo slabo vreme, sneženje in so seveda tovornjake po hitrem postopku prestavili v delavnice, namontirali pač za zimsko opremo, vse potrebno, zdaj pa pač vreme tako, to da na Vrhovje se v letošnjem letu ne bomo vračali, so še neka manjša dela, ki upam, da bodo, kot sem prej omenil, v Zalogu dokončana v ponedeljek, glede na vreme, da kot kaže bo ustrezalo vsem možnim zahtevam, ki jih morajo imeti izvajalci. Položili smo tudi asfalt na Spodnjem Brniku, to je mimo Fonove kmetije, to je bila naša tudi obveza, glede na to, da smo mi investirali v vodovod, kot si vi, v izvedbo, izkop pa vsakdo posameznik to. Skratka, če bo vreme dopuščalo, se po 15. januarju seveda začnejo delati tudi v Zalogu. Moram pa povedati, da skozi zaselek Trate nam primanjkuje še 2 soglasja za eventualno izgradnjo pločnika, ki ga že kar nekaj časa pač smo v sestankih, pogovorih, povabim jih na občino, vsi ne pridejo in ne nazadnje tekam za njim po Zalogu. Dej od 2 moramo še pridobiti, ukoliko ne bomo pridobili, pločnik se ne bo gradil. To so povedali ostali lastniki zemljišča. Če ne bo celotna trasa pokrita kot možnost izgradnje, ostali ne bodo odprodali zemljišča.
Tako da tla svetniki iz tega področja bo potrebno še verjetno tudi vaša pomoč. No, ne pa povem, kjer dela naj bi se tudi že s pogodbam lahko v januarju pričel. Da imamo tukaj postavitev igral. To jih je 5. Gre za več rešitev, pravi temu Andreja, ki mi je napisala zelene rešitve, pa so rešitve degradacijskih območij in eden, ki je eksplicitno financiran iz strani občine, in to je v Adrgasu, to se pravi igrala na obstoječem športnem prostoru. Potem je Velesovo, degradacijsko področje, Cerklje, kot deloma degradirano v okviru, tam se dela več se gradijo, oziroma na zemljišču župnije Cerkelj. Potem imamo Lahoče, to so pa že zelene rešitve, ne Andreja? Medgeneracijski center. Ok, in Štefana Gora, no, tako da to so vrednosti brez Adrgasa 89.000 evrov. Za Adrgas še nimamo dokončno, ker tam bo kar nekaj več posega zemeljskih del in odstranitev tega, kar je zdaj tam. Podpisana je pogodba za obnovo vodovoda Gline Šmartno v vrednosti 126.000 evrov. Potem je za izgradnjo kolesarskega poligona, je tudi, to je v vrednosti 73.000 evrov. Potem je sofinanciranje vzdrževanja del na strugi Reguščica v Lesu, je vrednost 215.000 z DDV-jem, tukaj tam sem tudi govoril z DDV-jem, ja. Izvajalci hidrotehnik, pogodba se je podpisala, ker tudi direkcija nekaj sofinancira s hidrotehnikom. Potem je, izdali smo včeraj odločbo o izbiri izvajalca za izgradnjo Krvavškega vodovoda v vrednosti, to je z DDV-jem 12.395.000, če nam centi govoril, brez davka je to 10 milijonov pa 160.000 evrov. Najugodnejši je bil Gorenjska gradbena družba, drugi je bil pa Ekorel. To je ena nova firma oziroma starega gradbenega podjetja, ampak firmo so preimenovali z drugačnim nazivom. Oni so imeli pa vrednost, koliko je bila vrednost, Andreja? 13 milijonov. Je bilo brez davka. No, jaz bi vas prosil, da pridete v Adelo, je še svetniško vprašanje, da te lahko odgovarjam, no, pa malo mi pomagali, ker vsega zapisanega nimam, vsega se pa že tudi ne zapomnim. No. Koliko je vrednost? Druga vrednost? Bila je nepopolna dokumentacija? No, prosim, daj ti povem. Odločitev o javnega naročila je bila včeraj objavljena na portalu javnih naročil. Dopustna ponudba je ponudba Gorenjske gradbene družbe, nedopustna ponudba je ponudba ponudnika Ekorel. Gorenjska gradbena družba 10.159.000 evrov neto, Ekorel 12.840.000 evrov. Nedopustna je v delu referenčnih pogojev in finančnih podatkov. Več o tem se tudi lahko preberete na portalu. 8 delovnih dni je časa za vložitev revizijskega zahtevka, vkolikor ponudnik meni, da je revizija za neizbranega upravičena. Vkolikor odločitev postane pravnomočna, se pravi, da zoper to odločitev ni vloženo revizijskega zahtevka, občina skladno z določili Evropske unije in s vsemi procedurami, ki sledijo, podpiše gradbeno pogodbo v skladu z navodili tudi Ministrstva za okolje in prostor in za MGRT-jem, sočasno pa tudi na MOP-u pregledujejo našo vlogo za odobritev kohezijskih sredstev. Prvi sestanek ali pa zadnji je bil v začetku decembra, vlogo so ocenili za zelo dobro pripravljeno, manjkajo neki grafični podatki, izjavo o DDV-ju, ter podatki vseh sodelujočih občin glede potrditve vseh celotne dokumentacije. Te dokumentacije imamo, ampak v času do avgusta smo to vlagali,
tako da pričakujemo, da čim prej dobimo odločitev o podpori Evropske unije in potem sklenitev pogodbe tako z občina, z ministrstvi in občina z izbranim izvajalcem. Rok za zaključek del je december 2023, to je že ta podaljšana dveletna doba, to se pravi 31.12.2024, mora biti tako gradbena dela kot vsa papirologija zaključena. Časa ni prav veliko, glede na to, da je dobrih 25 km treba zgraditi vodovoda v sodelovanju z ostalimi občinami, tako da dela bo kar velik, hkrati pa tudi finančni zalogaj za občino je največji do zdaj. No, mislim, da je prav, da kljub temu še spregovorimo, da bomo imeli kar kalvarijo, pot do tega, da bomo imeli tip-top vso vlogo. Kljub temu, zelo na kratko, imamo 2 pravnomočna gradbena dovoljenja, da imamo vsa soglasja od vseh akterjev, ki so potrebni v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in tudi za oddajo same vloge, je pač zmešnjava znana v tej državi, ne samo C0 Ljubljana Medvode Vodice, ampak tudi nas so spravili skoraj na isti voz. In iz teh razlogov je bo kar nekaj sestankov, tako na MOP-u, na ARS-u, na direkciji ne, ker direktor pač je rekel, da se nekaj dogovorimo z tistimi, ki so do zdaj ta soglasja pisala. Skratka, direktoratov nič ne upajo komentirati. In zahtevajo, da gremo delati PVO, to se pravi presojo vpliv na okolje, ker bi to pomenilo totalen, mislim, nerazumljiv kaos lahko nastane. Glede na to, da imamo 2 pravnomočna gradbena dovoljenja. Kako se bo to izcimilo, bom lahko verjetno več kaj povedal na januarski seji. Če nam to ne uspe, bomo primorane občine ubrati tudi kakšno drugo pravno pot. Pač jaz se probam pogovarjati za vso politiko, ne bo to v državnem zboru in po ministrstvih in dopovedovati, da ne gradimo kanalizacijo, ampak gradimo vodno infrastrukturo. Nimamo nobenih zaščitnih območij, so pa delno poplavna območja. In to manj poplavna. In kaj lahko voda vpliva na enem poplavnem območju, da bi škodovala eventualno tistemu delu, kjer bi eventualno, če bi začele cevi, bom da je čisto po nazoru, cevi tega vodovoda spuščale. A bo voda onesnaževala ta polja, ki tudi po poljih gradimo, seveda z služnostnim pravicami in tako naprej. Nelogično, moram reči, da pa to nisem ta področje, ki je totalno birokratski kaos postal v državi. In to ni samo Janković na tem vozu, pa recimo občine Medvode in Vodice, tudi druge občine v Sloveniji, ki se župani pogovarjamo, po raznih srečanjih in tako naprej. Če bi to nadaljevali, potem bomo samo te programe še financirali, belih uradnikov. Ostali projekti bojo pa popadali, denar bo pa ostal v Bruslu, ampak mi bomo ravno tako nadaljevali z izgradnjom. Tako kot smo že, 5 kilometrov smo zgradili krvoškega vodovoda in bomo nadaljevali. Samo da bomo imeli vse pravnomočno, ker se nanaša na javni razpis. Andreja ni tega povedala, mislim, da smo prejšnjikrat povedali, ne, nismo, še ni bilo, da se eden od možnih, ki bi se javil v sami ponudbi kot izvajalec, je pa šel nas 2 dni predati na revizijo razpisno dokumentacijo. Da je nam komentiral, ker sem potem v zadnja se počasi pokazala, zakaj ni vdal. Ampak nismo je mi krivi, ampak igre. Med sabo gradbeniki nimajo najboljših odnosov in potem se en drugmo ponagajajo. Pri vsem tem pa naročnik v bistvu nosi posledice, tako finančne in tudi čas realizacije projektov se zavleče. Tako da vsa zadeva, mi smo pravno z pravnico prebili, kaj še prebili pa?
Potočnik, njih imamo zdaj na tem razpisih, pač oporekali in jaz upam, da je razpis ok, ne. Tako da bi lahko po zaključku smučarske sezone začeli najprej kanjon proti Štefani gori graditi in seveda tiste odseke, ki so najslabša cesta, ne, tudi Zgornji Brnik mimo hlevov, ne, Štal, vedno rečemo mimo Ekonomije, skratka mimo nadaljevali. Za vsem tam bojo mogle pa seveda tudi ostale občine pristopiti, ne. Ne bo to Šenčur, ne bo to Komendo, Vodice, ne, ker Zalog smo mi v letošnjem letu gradili, že Krvoški vodovod in bomo tudi spomlad nadaljevali do Znamna, ne, spodnjega dela Zaloga je že Krvoški vodovod vključen, ker se pa, to je pa treba povedati, 1.1.2014 se upoštevajo vsi upravičeni stroški do leta 2023. Ne glede na to, kdaj dobiš odločbo za črpanje evropskih sredstev. To je nekaj tako podobno, kot smo za dom starostnikov dobili, ampak tam nam niso one stroške upoštevali, ker smo jih do takrat imeli, ne, v same investicije. Tukaj se bo upošteva od 1.1.2014 vsi upravičeni stroški te investicije. Toliko z moje strani dejansko švicamo ponovno za ta Krvoški vodovod. Se nelogične zadeve dogaja na državnem nivoju. In tle Jankoviča popolnoma podpiramo, kar je javno povedal. Vso to zmešnjavo, katero imajo, si jo birokrati naredili, ne on, pa ne Medvode, pa ne Vodice. Birokracija, neurejena birokracija, nesmiselne uredbe in tako dalje nam naprej govoril, ker postajam jezen. Predvsem tam, da se z nečem ukvarjamo, ki hočemo nekaj in tisto narediti, kar je nujno potreben. Krvoški vodovod je potrebno zgraditi, tlaj neminovno, to je stvar je v resulu. Imamo še kaj podporočila, dražnjamo pa podsvetniško vprašanja. Zdaj tukaj je, jaz bi kar najprej izvolil Bolka Marko tam. Izvolim. Hvala za besedo, dobro večer. Prvo vprašanje se nanaša malo na delovanje komisije odbora, sicer nekako nisem zasledil zapisnika te seje za odbora za gospodarstvo. Me zanima, kdaj bo to na razpolago. Mislim, da ste enkrat pojasnjevali, da ga boste potrjevali na neki prvi naslednji seji, ampak imamo tamle primer dobre prakse, gospod Kolber, ki vodi že dolgoletno KUIAS, vedno to uspe potrditi pred sejo. Lahko tudi Janez mogoče razložiš, kako to, da vam to uspe narediti v živo. Zakaj vi ne čakate do naslednje seje? Aha, pa prosim za malo mentorstva, no? Ok. Se pravi, pobuda za to, da se ta zapisnik končno pač potrdi, pa da ga dobimo na vpogled. Potem naslednjo stvar sem vprašal tam na... Ja, vse smo zmenjeni. Nismo. Marta odgovorila, ki je to tudi pravno proučila in si zato pripravila. Marta, jaz bi kar tebe prosil, da na to odgovoriš. Hvala. Zdaj, če povem, na KUIAS-u smo nekako tako prakso vedeli, da ko je seja, naslednji dan pač se naredi zapisnik in se pošlje članom v, bom rekla, neformalno potrditev. Če imajo kakšne pripombe, se pač zapisniku sledi in se priloži gradivu za sejo sveta. Formalno in dejansko pa se potrdi na naslednji redni seji v skladu s poslovnikom, kajti 23. člen govori o tem, da za dopisno sejo potrditev zapisnika o dopisni seji se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta in tudi 58. člen poslovnika občinskega sveta govori o tem, da svet na izrednih in dopisnih sejah ne potrjuje zapisnikov. Medtem ko ta 89. člen, Marko, ki ga vi citirate v svojem vprašalniku, pa govori o tem, kakšna naj bo vsebina zapisnika in ne način potrjevanja. Tako da v bistvu pri KUIAS-u, tako kot sem rekla, formalno se držimo poslovnika, ampak dejansko
pa zaradi samega gradiva, ki je ponavadi priložen takoj nekaj dni zatem ali pa še naslednji dan, ko je že oddaja gradiva za sejo, poteka pač potrjevanje v tem smislu, kot sem povedala. No, tako da na tej točki bo tam imela ljubezen naprej z Janezom Kozarjem. Ker izvoli. Dokler cajt bo ta ljubezen korektna, nobenega problema. Ja, zanima me potem realizirana cena, se pravi prodajna tamle za tole zemljišče, ker se zdaj zaključuje ta gradnja več stanovanjskih objektov. To smo kar dolgo časa prodajali, pa nekako nisem zasledil informacije potem, za kakšno ceno je bilo to prodano. Špira, prosim, Špira. Mi smo se prav dali ven javno zbiranje ponudb, prispele sta dve ponudbe. En ponudnik je ponudil 140.000 evrov, plus DDV, drugi ponudnik 148.980,62 evrov plus DDV. Tako da sklenili smo s ponudnikom, ki je ponudil višjo ceno, se pravi, končna cena je bila 148.980,62 evrov plus DDV. Koliko je to na kvadraten meter? Samo malo. Ok, se pa lahko kasneje, prav. Ja, pa smo dobili vsi svetniki, pa uprava tudi nekateri... Glede prodaje zemljišča. Meni je samo skrbel, ko smo šli v to prodajo, da ne bomo prodali to zemljišče in da bo enostavno vprašanje, kdo bo po kosu, kdo bo čistil. Jaz sem zadovoljen, da se gradijo danes objekti, stanovanjski. Imamo na levo stran zemljišče, ki noben čist nič ne koristi. To, da lastnika ne moramo prepričati, da bi to prodal, ker marsikdo je zainteresiran za ta zemljišče. Enostavno ne razume, zakaj ga ima. To je bolj problem. In jaz sem vesel, da smo dobili kupca, da se je nekaj zgodilo. No. To je pomembno. In poleg tega, da glede na to, da smo šli odkupiti zemljišče za zdravstveni dom in rondo 3300 kvadratnih metrov, da je to bilo vredno nekaj več kot 300.000 evrov, smo saj en del dobili nazaj sredstvo, da smo lahko pokrili nakup zemljišča tam, ker je danes zdravstveni dom in rondo. Mislim, jaz tudi v to stvar tako gledam, ne samo da, za kakšen denar prodal, potem pa stvar obstoji. To ni, mislim, da ne bi smel biti to cilj. Če bi mi lahko uveljavljali v javnem razpisu pogoj, da je nujno potrebno v tem roku začeti nekaj graditi, kar je za to zemljišče namenjeno, bi bilo to super, pa ne smeš. Razpisi popadajo. Izvoli naprej, Marko. Ja, prejeli smo včeraj, mislim, da se pravi pismo, elektronsko sporočilo na občanke, v katerem opozarja na slabe razmere v zavetišču za živali, s katerim imamo mi pogodbo. Zraven je dala cel kup dokazil, jaz sem se to pol pogledal, upam, da tudi ostali. Imamo svojega predstavnika, lih na novo imenovana, gospoda Mačka, če prav vem, ja. Zdaj, mene pa zanima, kakšen je tukaj status. Spomnim se, da smo se že prejšnji mandat enkrat pogovarjali, če niso celo, ne vem, šli pogledati fizično to zavetišče, se prav spomnim. Tako da ja, prosim zdaj za tukaj za jasno stališče občine, kaj pa mi menimo o tem. No, jaz bi pa vas vprašal, spoštovani Bolka Marko, kaj narediti? Ona tukaj not navaja razne argumentacije, mediji, televizijo. Jaz sem slučajno, ne glede na tako hudo pogost televizijo, tako zgodaj, ker me še velikrat ni doma, sem zasledil na, kaj bo, City, tedniku, no. In ste gledali to? No. In kakšna je vaša ocena? Izvolim. Glejte, mi imamo imenovanega predstavnika naše občine, se pravi, ne vem, kar je me zanima njegovo mnenje, ker je aktivno pač opet v predvidevamo delovanje tega društva oziroma našega pogodbenika. Potem ja pričakujem, da se gre pač zadev pogledati in da se tukaj zdaj izjasnimo, ali je to, kar se pač trenutno po medijih dogaja res, če je to res. Predvsem ta podatek, da je na mačkah, se pravi več kot 500 mačk v bistvu pobral pa pol, oddal samo 15, to je zelo zaskrbljujoče. Druga stvar boste pa zdaj tudi povedal, koliko nas to stane. Vsak let žal nisem preveril in nisem še pogledal. Tako da jaz pričakujem, da se gre pogledati, če trenutno ne vemo, kaj se dogaja, pa potem poročate o tem, kaj je na stvari. Hvala.
A veste, jaz sem o tem razmišljal, ne? In mislim razmišljal nasploh že dela nekaj časa, ker mi smo na to temo imeli sestanek župani. Bili smo 4 skupaj, ne vsi, tukaj iz Stare Kranjske, bi rekel, ga področja. In smo dali podporo temu zavetišču. Da naj ima odprto in naj v bistvu, če so dejansko določene zadeve ugotovljene, naj jih odprav, ker gre za nekaj. Jaz vas sprašujem sledeče, tako sem vprašal. Imamo drugo možnost? A imamo samo možnost vedno poslušati neke kritizerje, ki pa k tem čisto nič ne pripomorejo, da bi bilo boljše. Možakar je poslal aneks pogodbi, ki s 1.1.2000 prekinja vse pogodbe z vsemi občinami. Kaj pa v tem primeru? A imamo rešitev? Dajte, izvolite, jaz sem za, sem dajte mi jo. Nimamo rešitve. Mi smo o tem diskutirali zadnjič na regionalni razvojni agenciji, ki je cela Gorenjska, vsi župani smo bili prisotni, ker je podžupan Kranjski pač povedal, da na podlagi vsega tega, kar se že prej dogajalo, so naredili oni sestanek, se pogovarjali, se dogovorili in da bo naprej to pač ta zavetišče funkcioniralo. Dočim njihov član je ravno bistveno drugače spet. In to, zakaj so te igre noter, je dejansko res v tem zavetišču tako hodo vse narobe, ne vem. Jaz, Nina, boš dobila besedo, ja. Jaz vsemu temu tudi ne verjamem. Zdaj se pa nekaj vprašamo. Kdo je tisk, ki ima te živali? Kdo je to? A po zavesti teh ljudi pa ne vprašamo, da recimo dobim iz Krvavca klic polet 2 potepuška psa. Kdo jih je mislite gor pripeljal? Pa mislite, da so z doline gor prišli sami na Krvavc, je tako polona. Pa ne sem psi, mački, vse mogoče zadeve. A ja, po zavesti teh ljudi pa obe ne vpraša. Dajmo te prvo najprej tam narediti, bom še dal en primer, ampak to je resničeno, ne? Ta zadnjega bom omenil, Maruša. Zjutraj pride v službo, je prišla majhen prej kot ob 7, je na stopnicah pri nas na občini najdla v kartonu mucko, majhno mucko, še videla ni. In je nesla pisarno, me pokličeta Simono, se rekel, da ga bom jaz domov nesel, da ga imamo doma. Nekdo ga je na štengah pustil pred občino, prosim vas, no. To ne mediji malo poroča. Odnos ljudi do teh žival. Sprašuje za zavetišče za konje ta gospa. Ne, nič ne dajemo. Ne dajemo. Na javni razpisi se javijo, vsi so bili pri meni. Še to dal takoj odgovor. Ampak dajmo najprej po zavesti ljudi vprašati. Lahko pa naredimo pač predlog, ki je bil, da zaključim, da ne bomo predolg. Enega od županov, kar povedal Škofje Loke, da ustanovimo javni zavod in da gremo v izgradnjo zavetišča. Ljubljana je dala 6 milijonov evrov. A za en dom starostnikov pa ni. Dajmo nehat, no. Dajmo nehat, no. Dajmo najprej po zavesti ljudi vprašati, kakšen imajo odnos do živali, potem pa ne bomo imeli tega problema. In prav tisti, ki kritizirajo vsako stvar danes, karkoli se naredi in karkoli se dela, jaz sem kritika. Preseda mi to. Po drugi plati imamo pa totalno zmedo v državi, koliko sem že prej poročal, recimo. Po 2 pravnomočnih gradbenih dovoljenjih zahtevajo od nas presojo vpliv na okolje. Po ministrstvih se tisti, ki so malo bolj pri sebi, se smejejo, tistimi, ki to izvajajo zadaj, po drugih inštitucijah. Vse ni čudo, da imamo take komentarje po televiziji, pa ljudi, ki sem gledaš, kaj govorijo. Nina? Ok, vezano na to situacijo s tem zavetiščem moramo ponuditi drugo izkušnjo. V Kalani se je k nam zatekla ena minuta, ki je bila res Boga in se je tašča obrnila na Društvo za zaščito živali, tam so nas avtomatsko preusmerili v Perun. In je v bistvu sam ta gospod prišel do zaloga, vzel to bogomuco pa še eno domačo in nazaj smo dobili samo domačo, ki so jo kastrirali, medtem ko je bila tista potepuška že toliko bolana,
da so jo usmrtili. Tako da je bila čist pozitivna izkušnja in z odzivnostjo in na koncu z izvedbo. Se je pa to dogajalo lani novembra, decembra. No. To. Jaz sem 3 izpred občine pobral pa domov pel, vse imamo doma. Lepo negovani, futrani, eden je Štef, eden je Ludvik, eden je pa Črni. Pridite jih pogledati, a ne? A je tako, Maruša? No? Tako, ne? Nič hodo to narediti. To ne to naredijo tisti, ki imajo to zagovarjati. Ne? Ali pa ne se lotijo tega posla, rešitev ne dajo. Vsi župani smo bili v bistvu pred vprašanjem, kako rešiti. Nimamo na razpolago tega, ne? Jaz bi predlagal rešitev. Dajte mi povedati, kdo bi bil za to, da bi šel v investicijo in da je ugodna cena in benga problema. Ne me spraševati, prosim vas. Ne vem, kaj bomo naredili. Ne vem. V Ljubljani verjetno vsega ne bojo sprejeli, sicer je pa tudi grozno velika cena, ne, še to ne pojemo. Ne. Če je 6 milijonov investicija, ne, 6 milijonov. To je pa en krasen hotel, a ne, Luka? 2. Ok. Naprej, Marko. No, ja, seveda, zavest ljudi absolutno, ampak vseeno, mi pač namenjamo znatna sredstva. In moramo vedeti, kaj se z našim denarjem dogaja. In zato imamo predstavnike, od katerih pač pričakujem neko poročilo, ne? Če se strinjate. Zdaj, če sem vas prav razumel, s 1.1.2020 tako prekinja pogodbo. Nismo je podpisali. Če Janek, ok, sporazum. Dobro. A potem se to lahko zmenimo, da dobimo eno poročilo naslednjič, kakšno je stanje. Pač ne gre ta naš odposlanec pogledati, pa neko poročilo potem predstaviti. Glejte, ta naš odposlanec bo še gor pogledati, no čisto nič vedel več povedati, kot je recimo največ zve na sestanku. To imamo zdaj skupno koordinacijo z župani, mi se dobimo 8. januarja v Škofji Loki in bomo na to temo nekaj več rekli. Ne? In bomo, zdaj, kje bo lokacija, od kje denar dobiti? Da on lahko reče, dosti imam. Sem prekinul, bo nobenega več sprejel, pa ne, on ima dosti tega. No? Nisem jaz osebno z njim govoril, ampak je povedal jasno. Z njim se je pogovarjal, mislim, da so bili 3, no? Župani pri njemu, da bomo govoril kdo, ne? In pa so zadevo mirila. Ne? On trdi, da ni daleč toliko resnice o teh komentarjih, kar jih mediji v bistvu, ali tisti, ki so ga začeli napadati, seveda so pa vedno nepravilnosti, no, tudi, lejte, ki jih pa ni, no. V vsaki stvari, če hoče inšpektor ti najde lahko napako, no, pri nekem delu, ki ga upravljaš, no, tako da, tudi tako je treba malo gledati v tem življenju, no. Oben ni popoln, no. Ja, naprej. Ja, Marko. Jaz imam še 2 pobudi, no, za konc, se pravi, tam na Šenčurju opazujem, zdaj te talne oznake za kolesarske poti, se ste najbolj opazili, ne, pa tudi, kakor sem se pozanimal, je učinek zelo pozitiven, ne. Zdaj pa ta naša nesrečna ulica, se pravi, Ignaca Borštnika, ne, preoska, pa tako naprej, ne, dejstvo je, da nismo uspeli narediti v nekaj letih ničesar za izboljšanje prometne varnosti, ne. Pa razmišljamo o tem, kaj če bi probali tukaj testno takole označati te poti. Zdaj, zakaj? Mi bomo vizualno še zožali vozišče, po drugi strani imeli možnost otroke, ki jih zjutraj pač hodimo z njimi v vrtec ali pa v šolo, mečkam bolj varno, ne? Ker pač žal Pločnik ni po celi poti, ampak je treba ne 3-krat prečkati ulico. Pa bi res prosil, če bi to probali, no? Da potem vidimo, ali bi se zadeva obnesla, vidim potem še dodatno pozitiven način, da imamo in prostor za hojo, in prostor za kolesarje, pa verjamem, da voznik potem ne bo tišel neposredno v pesek, kot se danes dogaja, vsako jutro, ker ljudje hodijo v službo, mi pa otroke vozimo. V redu, Marko, razumem. Mi bomo se tega lotili, mi bomo zdaj v ponedeljek greva z metodom na Direkcijo Republike Slovenije, ker imamo dol obravnavo prometnih študij za Spodnjem Brnkvo polje Lahoče. Sočasno se dogovarjali, da bomo dobili še nekaj tudi sredstev od njih, ne da bomo čisto totalno vse moramo mi sfinancirati. S tem, da bomo tudi se pogovarjali eventualno o tem, kar si dela rekel. Na državnih cestah lahko samo oni potrdijo določen elaborat, tako imenovane cestne prometne signalizacije.
S tem, da bomo zdaj, sem dopolnil v proračun tudi še študijo prometne študije za celotno občino Cerklje. Predvsem na temo kolesarske poti. Tako da v tej prometni študiji bomo tudi seveda, bo to zaznati. Zdaj, ali ta ulica prenese tako imenovano to kolesarsko markacijo, če temu tako rečem, ali ne, jaz v tem trenutku nimam odgovora. Mogoče bomo to, če majhen dopolnil, ker se vsekakor je to novo področje, se tudi on s tem več ali manj ukvarja, s to prometno signalizacijo. Ja, jaz sem to, moram povedati, jaz sem pristaš tega. Dej, ulica, katera je Ignacija Borštnika, imamo še kakšne ožje ulice. A ne? Recimo Kurirska. Tam se tudi nikako ne moramo dogovarjati, da bi eventualno šli v izgradnjo pločnika, niti v DSU-je, v države ne dobimo zemljišče, ko smo jih zaprosili. In tukaj moram kar naprej povedati, ker se z Maturom o tem veliko krat pogovarjajo, kako je tvoje rešitve in bomo po vsej verjetnosti vzpostavili enosmerni promet. In pločnik. Ampak tam lahko, tukaj pa ne moramo, ne? Nikakor. Ne? Čeprav moram povedati, da sem tudi tam razmišljal, bom kar iskren, glede na jutranje zamaške na tem delu. Pošta, mislim, to ne moreš verjeti, ljudje parkirajo po počez, po dolgem in mogoče bi bilo smiselno, sam bi pa, vemo, kjeri bi pa ponorela, ne, dobesedno, Poženk in ostali vasi, da bi jih usmerjali enosmerno, razen če bi čez polje dol naredili dodatno, pa spet prišel naselje. Jaz sem si to ne enkrat ogledal letos, ko smo imeli te cesti zaprte, sem vedno razmišljal, kako bi dejansko ta zamašek v jutranjih urah ali pa ob 3 popolne 4, ko ljudje grejo v službe, leti na pošto, leti v lekarno, leti k doktorju, kaj jaz vem, v banko, parkirnih prostorov je premalo in imamo, vemo kaj imamo, nereta. Ne? Redarjev pa ni v tistem trenutku tam, da bi dejansko redelo, ker bi bilo smiselno. Tako da me to prosim, da še tiče, lahko kaj dodaš k temu predlogu. Jaz sem za, ne? Ja, dobro, če tudi v mojem imenu, pri teh kolesarskih površinah, Marko, kar predlagaš, je v bistvu treba upoštevati najprej pravilnik o kolesarskih površinah in dejansko, če bomo točno po črki tega pravilnika na tej cesti zaradi širine, v bistvu dejansko kolesarski pas, tako kar je označil, Šenčur ne more biti, ker če hočemo dobiti oboje stranski kolesarski pas, pomeni, da če gremo z minimalno širino kolesarskega pasu, to je meter, to pomeni, da mora biti med dvema kolesarska pasova 3,5, ne, in to, če seštejemo, na to pride vse skupaj 5,5, ne, in v bistvu nam to že zmanjka, ne. Tako da v Šenčurju na parih krajih v bistvu tega ne dosegajo. Res je to, da se optično cesta zoža, ne, pa tudi vozniško mrske sploh ne kako zdaj tam voziti, ne, ker eni kar vozijo do prekinjene črte, eni pa še česa, ne. In če se kolesar pele ob robu kolesarskega pasu, pa če upošteva zakon, a ne, v prometnih predpisih se moraš od njega odmakniti najmanj 1,5 metra, to pomeni, da si 1,5 metra si z celo avto že na sosedovem pasu, ne. Tako da, kot je župan rekel, bomo imeli ogromno še enih pogovorov, tudi z direkcijo za državne ceste, pa s to strategijo, kje se bo možnost teh kolesarskih pasov. Je to rešitev tam, kateri je ozka grla, tam se ne da biti, ampak so pač pravilnike, dejansko pa po teh kolesarskih pasovih pa pešci naj ne bi neč hodili. Tako da bo še kar nekaj študij pa preveritev, toliko na kratko. Naprej, ja. Ja, hvala. Še ta zadnja pobuda, upam, da nisem prepozen, ker sem prej slišal, da 5 igrišč otroških se naslednjo leto postavlja, ampak tukaj sem dan primerjen, da je igrala za invalidne osebe. Tukaj se da z vozičkom invalidskom not zapeljati. Jaz ne poznam, da bi imeli v občini kakšno tako igralo in res dajem pobudo, da bi kakšnega takega pa vendarle uspel tudi pač montirati, ker žal so tudi kakšne invalidne osebe otroki med nami, tako da prosim za proučitev. Hvala lepa. Ja, kar se tiče razpisov, sigurno, ker so pogodbe sprejete, podpisane, razen dodatno bomo videli, kje bi to lahko bilo. Idealno bi bilo, kje je zraven vrtca. Ali prostor bo gor, ali bo prostor dol, ne vem. Pogovarjati se treba, ne.
kaj bojo rekli tla lastnik, kaj pa tukaj tudi vodstvo vrtca. Ne? Jaz sem za, menega problema. Samo nekaj moram pa še enkrat, kljub temu reči, ne, v vezi z zavetiščem. Ne. Sem tudi gledal oddajo, da nekera bolnica, pacijenti po hodnikih ležijo. Tu pa nobene civilne iniciative. A ni zanimiv. Tla pa ta kaufen, groza, no. Jaz vam rad žival, verjemite mi, od otroka ven. Zato sem ga dam nesel mucka. Še dobro je, bom kar še povedal tako, kaj je bilo. En veterinar je bil, oziroma en Štef, po njemu smo dali ime, to je bil na Romunki, na Investfor bil mu kontrolo elektro, ne? In njegova žena je pa veterinarka. In da je preživel mucek, ki še videl ni, mi je on pa svetoval, kako tega mucka futrati, po domače povedan. In je lušten. Ne? Ampak je pa tičar, in to me mot, ne? Las tukaj pa vse polovil. Pa me tudi mot, ampak ne moram pomagati, ker hiše. Gremo naprej. Tola bomo proučili. Zdaj pa naslednjo vprašanje ima pa, Jezeršek Luka. Ja, je zdaj na tola hočeš moje stališče slišati? Moje osebno kot župana? Izvoli. Skratka, ja, glede strategije trajnostnega razvoja v občini, na začetku leta oziroma smo poslušali pač, kaj in kako bo z Zavodom za turizem v naslednjem letu. Pa me zdaj čisto zanima, kakšno je stališče župana in pa občine, no, a se bo pripojil, a bo ostal samostojno ali ne. Potem v kateri fazi je ta strategija 2030 in pa potem v nadaljevanju, glede na to, da strokovni svet nismo bili po ustanovni seji sklicani še nikoli, me pač sam zanima, kakšna je pač naša vloga v nadaljevanju, da vem, kako je. Zelo enostavno vprašanje, ampak mislim, da se stvari zelo tičejo v nas vseh, ki se s tem ukvarjamo. Najprej bom jaz zdaj še nekaj tebe vprašal, pa tudi tebe hočem vedeti, slišati, ker vem, nič drugače ne razmišljaš, kaj jaz. Pustiva dela politiko, kdo kakšen mu všeč. A rabimo ta zavod? A rabimo ta zavod v take aktivnosti, ki je? Jaz mislim, da ga rabimo, ampak z drugimi aktivnostmi. Ok, si mi dal odgovor. Zdaj bi pa jaz Marto prosil, da bi dala malo poročila, kako je s to strategijo, ker nameravali smo, oziroma nameravali se v decembru začnemo in jaz sem pač bil mnenja, v času decembra tisti, ki bojo res zainteresirani, no imeli časa hoditi na te seanse. Tako da bo Marta povedala, ker se je ona zdaj z njo dogovarjala, kdaj bi dejansko začeli, pa če sem se z njo tudi pogovoril toliko, da prvo srečanje bi bil v kulturnem hramu, ker bi dejansko povabili celo občino. In plac je, in da se tam zgodba predstavi in se potem gre po sistemu, ki je pripravljen. Daj, Marta, prosim. V zvezi s to strategijo mogoče samo dva uvodna stavka, se pravi, jeseni je bil objavljen javni razpis, kateri smo izbirali izvajalca za izdelavo te strategije trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem za obdobje 2020-2030. Prejeli smo v bistvu samo eno dopustno ponudbo. To je bila firma Provobis d.o.o. Jesenice. S to firmo je bila v začetku oktobra tudi podpisana pogodba. Hkrati je župan tudi imenoval strateško skupino za spremljanje priprave te strategije. V to skupino je bil imenovan predsednik Andrej Kosec, potem so bili pa še 6 članov, zdaj ne vem, če jih želite, jih lahko tudi preberem. Med njimi, Luka, ste bili tudi vi. Ta strateška skupina naj bi bila kot strokovno in posvetovalno telo, ki bi spremljalo pripravo strategije, sodelovalo v vseh fazah njene izvedbe. Člani strateške skupine bi sodelovali na posameznih programskih delavnicah.
pomagali usmerjati delo in dajati predloge za trajnostni razvoj občine po posameznih strokovnih področjih, zato je tudi 6 članov z različnih področji, in tudi izdelovalcu posredovati kontakt oziroma podatke najpomembnejših subjektov v občini po posameznih področjih. Zdaj, z samo pogodbo je bilo določeno, da bi se sama strategija pripravljala v 4 fazah, in sicer prva faza bi bil tako imenovani dokument analize stanja. Ta dokument bi vseboval pregled stanja v turizmu v občini, predvsem pregled obstoja turistične ponudbe, pregled turističnih ponudnikov, identifikacijo primarne turistične ponudbe in potencijala, analizo gospodarskega in socialnega okolja, pregled konkurenčne pozicije turizma občine. Glavne ugotovitve izvajalec povzame tudi v SWOT analizi, ki bo poleg ugotovljenih prednosti in slabosti občine kot turistične destinacije povzela tudi glavne priložnosti za nadaljnji razvoj turizma. Ta dokument naj bi po prvotnem pogodbenem določilu izvajalec izdelal do 30.11.2019, kot je pa že predhodno župan omenil, pa nam je v začetku oziroma v sredi novembra izvajalec poslal zelo veliko zahtev po dodatnih podatkih, ki smo jih potem mogli poslati na eni strani izvajalcem gospodarskih javnih služb, pa knjižnici, pa zdravstvenem domu in tako naprej. In te podatke smo v bistvu zbirali kar do začetka meseca decembra in šele v prvih dneh decembra smo dobili vse popolne podatke za izdelavo tega dokumenta. Hkrati je potem izvajalec tudi predlagal, da bi v mesecu decembru potekale te delavnice po teh različnih področjih, ker so pa tudi v sodelovanju z županom menila, da to res ni primeren mesec za te aktivnosti in da se to raje prestavi na mesec december, na mesec januar. Zato je bil potem decembra podpisan aneks 1 k tej pogodbi, s katerim so bili datumi prestavljeni. Sicer ta dokument iz 30.11. se prestavi na 28.2.2020. Drugi dokument, to se pravi druga faza, je zasnova strategije razvoja. Ta dokument opredeljuje poslanstvo, vizijo in strateške cilje razvoja turizma v turistični destinaciji, ki bodo sledili temeljnim strateškim usmeritvam razvoja slovenskega turizma, vendar poudarjeno upoštevali želje in videnja turističnih ponudnikov turistične destinacije v naši občini. Poslanstvo, vizija in cilji bodo podkrepljeni z glavnimi identificiranimi dejavniki in konkurenčnosti turistične destinacije. Določene bodo razvojne prioritete in opredeljene razvojne smernice ter projekti trajnostnega razvoja občine do leta 2020. Ta dokument naj bi bil izdelan do 30. aprila 2020 in bo seveda upošteval tudi vse to, kar bo na teh delavnicah že dorečeno, potem v sodelovanju s tem, kar bo dorečeno na strateški skupini, in pa tudi tukaj vsekakor vidimo tudi mesto, ki ga ima strokovni svet v Zavodu za turizem. Potem tretji je akcijski načrt. To je dokument, ki bo odgovarjal na vprašanja, kje začeti, kako naj si sledijo aktivnosti in kakšne vire potrebujemo za izvedbo po posameznih razvojnih prioritetah in posameznih projektih. V akcijskem načrtu bo pripravljen pregled prioritet in načrt ukrepov in aktivnosti po posameznih prioritetah z identificiranimi nosilci in sodelujočimi akterji pri izvedbi posameznega ukrepa oziroma aktivnosti s terminskim načrtom izvedbe in določenim obsegom finančnih virov za njihovo izvedbo. Rok za izdelavo je 31.5.2020. In zadnja, to je sklepna faza, to je četrta faza, ki naj bi vsebovala izdelavo kompleksnega dokumenta strategije trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem za obdobje 2020-2030. Ta dokument smiselno vsebuje oziroma povzame vse prej izdelane dokumente, predvsem akcijski načrt. Strategija je izdelana tako, da so v njej jasno opredeljene smernice in projekti trajnostnega razvoja občine do leta 2030 in kot tak bo dokument osnova za prostorsko načrtovanje ter za pridobitev sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna in evropskih skladov.
Na podlagi zahteve naročnika morajo biti projekti jasno opredeljeni in umeščeni v prostor. Dokument se predstavi javnosti in pristojnim odborom občinskega sveta, obravnavajo se pripombe in predlogi, prijeti v fazi javne obravnave ter pripravi stališče do prijetih predlogov oziroma pripomb in morebitne dopolnitve strategije. Zatem se čistopis strategije pripravi za obravnavo na seji občinskega sveta. Rok za predajo dokumenta za obravnavo na občinskem svetu je 30.6.2020 in predstavnik izvajalca se je s podpisom pogodbe obvezal, da bo sodeloval na vseh delavnicah, na sejah občinskega sveta in po potrebi tudi na sejah odborov. Hvala, direktorica. Za mene osebno je kratek rok, no? Tako da sem takrat predlagal, da bi bilo to mogoče smiselno nekje septembra zaključiti, oktobra. Se nič ne modi tak pomemben akt sprejemati na nek horuk sistem. Fajn je, mislim, jaz si to predstavljam tako, da bi v fazi vseh teh javnih uravnav, sestankov ljudi zmotivirali, da dejansko sodelovali. Če bo pa to nek paket, neke brzine, bojo rekli samo govorenje. In bo sem en lahko govoril, 2, 3 največ, zapira sistem, greš naprej. Ok, bomo videli, ne? Če ne bo, mislim, da boste vsi verjetno lahko sledili temu, ker ste noter predlagali na te strokovni komisiji ali pa v sodelovanju za nosilce določenih področji, bo treba oceniti, ali hiteti ali delati dejansko na bazi ljudi, občank, občanov in interesa, predvsem teh, bi rekel, skupin, interesnih skupin, ki jih je treba noter vključiti, interesnih skupin. Tukaj je potrebno iz teh izluščiti, kaj dejansko bi potrebovala občina za ta 10-letni razvoj. Izvoli, Luka. Se popolnoma strinjam, da stvarjo ni za hiteti, ker zdaj, kakor smo zamudili ali prehiteli, kakorkoli zdaj to obračamo, smo pač tukaj smo. Me pa moram priznati malo čudi ali pa ali pa sam sebe sprašujem, v kateri fazi bo prišel strokovni svet v to zgodbo noter, glede na to, da do danes pač nismo imeli ne spoznavnega, ne pogovornega, ne nič. Jaz sam osebno moram priznati, da bi strokovni svet vključil pred oblikovanjem oziroma pošiljanjem nekega vprašalnika občanom iz 2 razlogov. Prvič, pa ne smem reči, da je slabo pripravljen, zelo daleč od tega, ampak mogoče bi na ta način dobili še kakšno področje, ki bi ga strokovni svet predlagal, to je ena stvar. Druga stvar pa, da bi, ne vem, če je bila metoda pridobivanja pa izpolnjevanja teh vprašalnikov najboljša. A smo zajeli tisto, kar bi želeli ali ne bi želeli, čist z res tem namenom, da bi zajeli vse te ciljne skupine in jih na koncu pač vključili, da pridemo do tega 30.6. ali pač kasnejšega datuma, da imamo res to strategijo potem narejeno in da se vsi strinjamo z njo, občinski svet, strokovni svet, zavod za turizem, župan in tako naprej, da potem vsi rečemo, ja, to je to smo se zmenili in zdaj pač potem delajmo. Ja, so nijanse, ki jih prilagajamo glede na trg, glede na situacijo, ki pač je v tej dejavnosti, ki se blazno hitro spreminja, ampak malo pogrešam tega strokovnega sveta pri oblikovanju vseh teh 4 komponent, ki pač na koncu pripeljajo do strategije 2030. To je pač moje mišljenje. Me pa resno zanima, župan, kakšno je vaše mišljenje glede zavoda za turizem, a ga bomo imeli, a ga ne bomo imeli, a ga puščamo zdaj v nadaljevanju kot samostojno, ali ga priključujemo občinski upravi. Čist tako osebno me zanima, kako in kaj. Bom probal biti diplomatski danes, no? Ker je Božič pa nov let. Jaz bi predlagal, da se na to temo kar enkrat srečava, pa se malo pogovoriva, da ti jaz razložim svoje videnje, ne? In tudi rešitve, predvsem za ljudi. Ne moramo kar nekaj tako pomahati, pa rečemo dosja, ne? Moramo malo biti tudi socialni, ne?
Vsekakor to, kar je zdaj, je, mislim, da preveč sredstev gre za nekaj, kar bi jih lahko za ta denar imeli mnogo lahko prireditev, bolj odmevne in drugače pristopiti. Žal, tako je, ne, zaenkrat je tako, ampak deva se enkrat, magar po novem letu, mogoče tudi nocoj še kakšno rečeva, se bo še gor ne madrgas. No, pa na to temo, kaj rekla. Andrej, prosim. Mogoče, da dodam samo malo k tej debati glede priprave strategije. Ja, neko uvodno srečanje takrat pred podpisom smo imeli, kjer smo se nekako pogovarjali, kako zajeti določene skupine, da nam sploh podajo neka mnenja. In je bilo pač mnenje pripravljalke, da bi šli prvi v izdelavo neke ankete za neko zelo splošno javnost, se pravi, da zajamemo odgovore na neka osnovna vprašanja tistih ljudi, ki jih verjetno sploh v Borštnikov hram ne bo. Ali pa jih sploh ne bo nikjer na nobeni delavnici. In zato je bila ta anketa zelo splošna, pa bom rekel malo v turizem usmerjena. Se pravi, drug nivo, se pravi, da mi te podatke dobimo, je predstavitev v Borštnikovem hramu, kjer se bo povedal, katere teme se bodo bolj podrobno obdelovali. In zdaj, tle pa pride zdaj ta strokovni svet, ta strokovna skupina, kjer nas pa v prvi fazi prosijo, da mi, ki smo v tej skupini, povemo, kdo so ključni ljudje z posameznih področji v naši občini ali izven, ki bodo dali relevantne odgovore. Se pravi, mi bomo pripravljalki povedali, za področje, ne vem, prometa so pri nas ljudje, ki se jih splača intervjuvati 1 na 1, ta pa ta. To je v tej fazi, se pravi strokovni svet. Se pravi, vsa analiza, tista vsebinska, poglobljena, se bo več ali manj odvijala na intervjujih. Na intervjujih opinion leaderjev ali pa opinion makerjev ali pa kakorkoli to pač imenujemo, teh ljudi, ki nekaj vejo, pa pač imajo mogoče tudi vsak svoj pogled na določeno stvar. Potem se bomo pa odločili, kako v bistvu te informacije zdaj popredačkati, pa jih dati na neki imenovalc, tle bomo pa pač potem sodelovali verjetno tudi pri metodah in tako naprej. Še pa mislil, da mi dajo še. Se želi, da bo vse. Ki se jaz oglasil, jaz bom pa to anketo smo debatirali z mladimi, z drugimi, z vse sorte ljudmi, pa niso bili prav zadovoljni. No, jaz moram reči, da mladina se ni najdla v tej anketi. In so bili vprašanja preveč splošno, napišem pa bolj za starejše, če pa to rekel. Oni se niso najdali in niso znali odgovoriti, rekel je, kaj ne to pišem. Ker se tam ne vidi in v bistvu strategijo sprejemamo za tiste, ki prihajajo. Zato bom rekel, je malo kritike na to anketo, jaz moram reči. Jaz sem tudi sam jo bral dvakrat, pa sem razmišljal in nisem bil prav navdušen, morbit bi kakšen vprašanje bil drugačen narejen, če prej sedeli. To, tisto, kar si ti predlagal, to se strinjam. Sam še en odgovor. Ja, Andrej, prosim. Hvala. Se pravi, Miha, se strinjava, da so mladi začutili interes, da povejo svoje videnje, in bojo imeli veliko priložnosti, da se vključijo. Tako da, super, saj to smo imeli. Da naj ostal sem pri kritki, da je še sodelovali. Čas je, naprej, Luka, ker ta vprašanja, katere moram iskreno povedati, da so tudi za kakšnega drugega, ampak jaz ne bi dej tla seciral, kdo bi mogel na kaj odgovarjati. Sva pa je pogovorila, ponovno let bomo pa videli, kako bo stvar zalaufala naprej, tudi glede sprijema proračuna in planov in načrtov, tako da treba narediti nek sistem drugačen, da prvič, da ne bo toliko stalo, pa da v večji učinek.
Kar se pa nanaša na strategijo, pa mislim, da je prav, da je ta razprava se odprla, da tisti, ki so dobili posel, da je to stvar vzeli bistveno bolj resno. Tudi do priprave ankete in tako dalje in teh pomislekov in da tisti, ki bojo not vključeni kot nosilci, pogodbeniki, sodelavci te gospe, da bodo resno pristopili, da ne bojo to vzeli samo kot neka zgodba, ki jo na mizo zagnali, tle imate pa tokla, imate zaplačati. To se veliko krat dogaja. Izvolim, Andrej, še ti. Ja, malo dopolnimo, vsi si želimo super rešitev. Da zadeva zalaufa, da imamo fajn program, da imamo veliko ljudi, ampak dejansko, kakorkoli, smo še zmeraj v fazi, ko imamo vsi skupaj veliko več vprašanj kot pa odgovorov. Vprašanja se naprej odpirajo tudi pri Hribarjevi hiši, pri Borštnikovi hiši. Vse to je del te zgodbe, teh odgovorov, poleg tega bom pa kar pošteno povedal tudi Krvavec. Krvavca ni nikjer. Vodilni turistični, ne vem, izvajalec turizma v občini Cerklje, nikjer ga ni. Ne vključuje se nikamor. In težko je razvijati te stvari, ki ni preko tiste, nismo vsi na istem vozu, žal. Zato imamo več vprašanj kot odgovorov. In to je moje mnenje. Ja, jaz bom rekel temu, Krvavec je bil in Krvavec bo. Kaj pa na tem Krvavcu, ti se pa razprava za kdaj drugič. Da gremo naprej. Svetniško vprašanje. Luka Štumberger. Ja, dobro večer, tudi v mojem imenu. Jaz sem tik pred sejo dobil eno vprašanje strani občana, pa sem ga posredoval pač na občino in bi prosil za odgovor, zakaj se več ne upošteva tisti člen, ki smo ga enkrat že imeli, pa bi prosil za pojasnilo, pa če lahko tudi napišete. Hvala. To se pravi, da to svetniško vprašanje ni tvoje v imenu, ampak v imenu občana. Moje svetniško vprašanje. Dobro, Špela, prosim. Tako je, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti predpisuje v 28. členu, da se pravi poda poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v tekočem letu za preteklo leto, vendar najpozneje o sprejetju zaključnega računa proračuna. Torej, zakon nalaga poročanje o realizaciji enkrat letno, najkasneje do sprejema zaključnega računa. In občina to v celoti upošteva. Tudi leta 2018 je bil sprejet nov zakon in uredba, ki še bolj predpisujeta transparentnost postopkov, taksativno določata vse pogoje in mi vsako namero o prodaji, o sklepanju neposredne pogodbe objavimo na spletni strani. Vsaka javna dražba, javno zbiranje ponudb, vse je objavljeno na spletni strani in nobena uredba, noben zakon, noben odlok nam ne predpisuje, da moramo mi vsakič, ko kaj prodamo na seji, o tem poročati, ampak na koncu ob sprejetju zaključnega računa se naredi realizacija oziroma poročilo o realizaciji. In not so tudi vsi podatki, ki jih predpisuje zakon vključeni. Tako da res noben predpis tega ne veleva in mi se tega držimo. V prejšnjem mandatu je bil nekako dosežen tak dogovor, ampak jaz potem z novim mandatom sem se pač spet lotila zakonodaje, novo zakonodajo in potem delam. Ne nalagam si dodatnih poročil sama sebi, tako čisto. In mi delamo vse tako, kot velevajo predpisi. S tem, da so leta 2018 sprejeli novo uredbo in zakon in je še bolj natančno določen, kako se vsaka prodaja sklene. Toliko. Ja, sej vedno smo poročali, če smo kakšno zemljišče prodali, smo vedno poročali na seji, ne glede na ta določila, katere so zmotile nekega tvojega občana, se mi je jasno koga. Moram povedati, da smo imeli, dvakrat imeli na razpis za prodajo zemljišča ob domu Tabor. To zadnje spet ni uspelo, naj povem. Imate objavljeno vse na portalu, javno vse objavljeno, v ki si pogledate od A do Ž, čeprav me kličejo. Ja, pa nisem opazil, pa če bi lahko dej dobili po elektronski pošti, obenega problema še pošljamo tudi zdajla.
po novem letu pa bomo šli ponovno v objavo. Ampak nič ne bomo to, kar nam zakon omogoča, da bomo nižali ceno. Z isto ceno bomo šli. Cena je na kvadratni meter tam ocenjena. Don Taber. Koliko je? Ne vem z glave. 87 evrov, ne? Mislim, da 87. S cenejš ne bomo šli. Če ne bomo prodali, te pa daj drugače. Ampak gre za to, da se, to je pa tisto, kar sem prej omenil, ne za to, da prodamo, ampak za to, da se bo nekaj zgradilo. Ne prodajemo zemlje zato, ker rabimo dar, vsega ne rabimo. Ampak gre za to, da ste mi lanski let preprečili, da bi sami gradili varovana stanovanja in da se odločam, oziroma se odločamo tukaj v občinski upravi, ki smo v zgodbah, da bi dobili investitorja, da kup zemljo in da zgradi varovana stanovanja že predhodno pogodbo z domom starostnikov, da bojo tudi te ljudi, kateri bojo želeli, lahko oskrbovani strani njih. Predaš lahko, pa tam stoji lahko, veko maja. Ne bomo vsakmo prodali, kar povedati. Če ne bo jasen načrt predstavil, pogodbo bomo pa pol zaostrili, to pa itak. Če imate kakšnega interesenta, naj se jav, seveda me ponovno nagovarja, da bi šlo na zasebno partnerstvo, nikdar več jaz kot župan. Enkrat sem na tem vozu bil, so me obdolžili, da sem nevestno ravnal, še danes ne vem, zakaj sem tiste 3 leta hodil na sodišče. Meni je zastaral, hun so bili poproščen bolj. To veste, ne? Pa vsi ste skoro roke dvignili, ne vem, a 2 nista, ne vem, jaz se delih ne spomnim, Marko, se to spomniš. 2 mislim, da niste dvignili, soglasno se občinski svet potrdil, Zihereng, Taužent v sami pogodbi, pa sem je gora, ne, na tenderju, ne vem, mogoče politično, jaz mislim, da je bolj to, tako so mi povedalo, ne, končno, nekateri, ki so ta ozadja poznala, pa so bili sami eminentni doktorji, ne, če doktorju zaupaš življenje, verjetno imaš tudi to. Tako da, jaz se o kakšnem javnem zasebnem partnerstvu, tako da, če se s kom pogovarjate, niti podrazno ne bom pogovarjal, ne, ker to so sami igrači z možnostjo dobrega zaslužka, tebe pa v bistvu pustiti na cedilu in potem imaš lahko zgodbe spet 5 let življenja uničenega. Naprej, Luka, ja, prosim. Hvala Špili za odgovor. Zanima me glede šotorov v Velesovem. Zdaj do mene je prišlo kar nekaj informacij, da so določene pomanjkljivosti oziroma da je nekaj stvari ne štimajo tako, kot bi mogle, pa bi prosil Metoda, če lahko kaj pove iz prve roke, kaj se tam dogaja. Če je res spuščal plin, če res vlaga oziroma kaplja iz stropa in tako naprej. Hvala. Ja, to jaz lahko odgovorim na kratko. Ja, res je, vse zadeve so v garanciji, v reklamaciji, vrščen je bil takoj Petrol plin, so pač zadevo odpravili, hvala Bogu, brez kakšnih posledic. Kar se nanaša na kapanje, mislim, da je to več ali manj se rešilo glede prezračevanja in ogrevanja. Kakšne so še nepravilnosti, ne vem. To je več ali manj rešen, kar se tiče plina sigurno, ne. Kako pa glede trava, kaj je mokra oziroma kaj kaplja iz stropa, pa to me bolj zanima tudi. Jaz ne imam še to metod. Glej ti odgovor. Občasno, normalno, da še konozira, ker sami veste, da v zdajšnjem času, glede da to bilo od zunaj, moglo biti -5, od zunaj +15, te hitre spremembe se dogaja. Smo ves čas v pogovorih oziroma dogovorih in tudi v obiskih v šotoru za izvajalce del z Gorenjsko gradbeno družbo, tako da ni sam kakšna taka nepravilnost, ki bo to, ampak tudi kakšne druge stvari rešujemo. Pač to se pri novih objektih dogaja, izvajalci so podizvajalci, tudi tisti, ki ste malo večje objekte že gradili, veste, da ta zadeva ponovadi nikoli takoj rešena. Kar se tiče trave, zdaj v bistvu imamo izvajalcem za dopolnitev recimo posameznih gum, tudi in bi lahko še naštel cel kup stvari. Je pa res, problem je tala kondenzacija, zato ker če on polno teče ventilator oziroma prezračevanje,
potem se šotor hitreje ohlaja, kot pa dejansko se ogreva. Tako da tle imamo še nekaj, moramo skupaj priti, da dejansko vzpostavljam tak režim avtomatski, da bo dejansko no več kapljal, toliko, da bi motilo v bistvu to. Kakšna kapla bo pa še zmeraj kakšno padla na glavo, to pa ne bo nihče prepričal. Ja, Andrej, prosim. Ja, sem to se hotel dodati, da objekt je zgrajen na način, kakor še ni zgrajen. To ni polno izolirana stavba, ki bo kljubovala ne vem kakšnim hitrim spremembam vlage, temperature, katerih smo priča na našem koncu oziroma na našem podnebju. Torej smo take spremembe vlage, temperature od zjutraj do ponoči, do čez dan, da se te kondenzacijske točke, kdo se pač na to malo spozna, če kakšen strojnik ali pa kaj takega, selijo iz zunanjosti na notranjost. In dejansko v objektu, ki je pač zastavljen na ta način, da ni polno izoliran, se pač na materialih, ki so dovzetni za kondenzacijo, pojavljajo te kapljice. In da se jih do določene mere se jih da zmanjšati, da bi se jih pa odpravili, bi bilo pa treba objekt dati v toplotni ovoj, brez toplotnega mostu. Tako da jaz sem veliko v tej dvorani, pa tako bi rekel, trava ni mokra, da bi bila trava mokra. Se pa določene kapljice pač pojavljajo v kapu, ki pač zdrsne po konstrukciji ali kakorkoli po temu balonu in je to več ali manj na skrajnih legah. Tam se pa pojavlja. Zdaj pa odvisno največ vlage ali manj vlage, pač tako je. Nikoli pa ne bo možno to stavbo ogreti na tako temperaturo in znotraj in zunaj, da teh kondenzacijskih točk ne bi bilo. Tako da, to je moje mišljenje. No, še Poloni bi rad dal odgovor, to sem že predlagal v proračun. Seveda bo treba zagotoviti sredstva, ker v tem programu, kaj že bo, temno ne bo. Vse to sem takrat poročal, zakaj je zadeva padla. Eden od občin, 3 smo bili partnerji, ni upošteval navodila Zavoda za kulturno dediščino in je dobil negativno mnenje in je kompleten projekt padel, za 3 občine. Drugače bi že to davno je stalo. Davno, mislim, težko, to sem preveč rekel. Glede na to, da smo že 3 leta na teh igralih. Je nekaj isto časno to potekalo. Imamo služnosti, takrat so Špelo letala, pa notar, po Krvavcu. Tako da bo v proračunu pa probala realizirati. A je še kakšno svetniško vprašanje? Če ne, jaz se vam zahvaljujem za, to se pravi, prvo leto mandata, 7. mandata sodelovanja vseh svetnic, svetnikov. Tako da bi počasi sejo zaključili. Imamo nekaj manj kot 1 uro časa, da se skupaj dobimo v Adrigas, se greste vsi, k župniku. Greste, no, ok. Pa sem prav naročil, ker me je vprašal, koliko nas bo. Jaz bi vam zaželel mirne božične praznike, mirno v srcu, čim bolj v krogu prijateljev, da se te dobro počutili. V letu 2020 nas normalno čaka obilo dela v občini, v privatnem življenju pa ravno tako. In bi vam seveda iz tega izhodišča zaželel uspešno leto, zdravo, mirno, pa čim več se moramo pogovarjati. Tudi kdaj s takim, ki mislimo, da se ne moramo. In se dajmo le probati. In tako, kot si prej rekel, Marko, ljubezen lahko traja, če je korektna. In to naj bo zaključek. Hvala lepa. Ja, Andrej, prosim. Jaz bi samo v imenu svetniške skupine SDSSRS pač se vsem zahvalil za sodelovanje v letošnjem letu, zaželil mirne praznike in pa vse dobro vam vsem v letu 2020. Jože, prosim. V novoletno božični borilni vrečki sem opazil knjigo Moč ljubezni. V tem trenutku bi se jaz zahvalil občini, posebno županu, za prisluh za donacijo knjige. Kako je pa ta knjiga nastala?
Avtorja sta moj brat Max in bratranec Jože Pavlič in v mojem imenu in v imenu obeh bi se ravno tako zahvalil. Knjiga naslov Moč ljubezni. Rojak Jože Kvas je opravljal svoje delo res z veseljem. Tudi v grbu ima napisano služiti z veseljem. Zato je naslov Moč ljubezni. Kanček tega pa ima verjetno tudi moja mama. Poglejte, v tistem času, ko je šel stric na študij v Ljubljano, je bilo pri Slivarju v tem koncu je bila res revščina v tem predelu. Ni bilo denarja za študij, zato je mama šla 7 let služiti, da je dala ta prihranek denarja za študij rojaka. To ni bilo dovolj, moram tudi povedati, da je prispeval svoj delež tudi naš rojak Franc Klimovec, to je skladatelj iz Glin, ki je bil tudi dobrotnik te knjige. Marsikaj bi še lahko povedal okrog tega, ampak vam dajem možnost v tem zimskem času, da knjigo pregledate, mislim, da imate dovolj časa. Je zanimiva, saj za mene, mislim, da bo tudi za vas. Nekaj sem tudi sam v njej noter napisal, toliko okrog knjige. V imenu svetniške skupine Nove Slovenije pa bi vsem zaželel vesele božične praznike, srečno, zdravo novo leto, tako kot je že župan rekel, in želim, da res složno delamo vsi skupaj za dobrobit naše občine, ki vemo, da je res v razcvetu, lahko bi bilo pa še boljše. Toliko na kratko, hvala lepa. Jože, hvala. Jaz se ti zahvaljujem za te misli, besede, ki so zapisane v tej knjigi tvojega strica Škofa Kvasa. Zato smo jo dala v zimskem času, bo res moč to prebrati. Kar se pa tiče razcveta, pa mogoče niti ne veš, Joža, da vsega ne spremljaš, da smo bili ponovno prvi v Sloveniji, ker smo dosegli trikrat, en za drugim, prvo mesto. Tako da še boljše bo pa že kar mukičast, Joža. Tako da vseli hvala. Spet smo prvi v Sloveniji, po mnenju mojih financ. Nina? Ja, tako ja, dajmo se en aplavz, ja. To ni zaslužena samo občinska politika, ker smo vsi skupaj, ampak tudi občanke in občani. To je treba vedeti in seveda določeni ljudje, ki so pripomogli k razvoju tudi gospodarstva, obrtništva, podjetništva, nasploh vsega, kar je na našem področju. Poglejte si analizo in boste videli, kako so to ocenjevali. Da bi pa Nino prosil. Ja, hvala za besedo. Jaz bi se pa v imenu Liste za mlade najprej zahvalila vam, župan, za vso podporo, sodelovanje. Hvala, gospa Marta in celotna občinska uprava za vse konstruktivne debate, usmeritve, predloge, pa tudi kritike. Moramo reči, da smo se v tem letu res veliko naučili. Seveda hvala vsem kolegom svetnikom, da ste nas sprejeli, da smo lahko že v prvem letu sodelovanja v občinskem svetu skupaj ustvarjali in verjamem, da bo leto 2020 še boljše in da bomo skupnimi močmi podprli razvoj občine. Tako da res hvala. Hvala, Nina. Marija, izvoli. Marija, ti meni pomagaj. Mesec je že, ker smo zadnjo sejo imeli in v tem času je bil vesel dogodek. In kot svetniki smo kot ena družina, zato Luku poklanjam majhno darilo. Fino, fino. Ja, ki je rodil, ne? Ja, krasno, Marija, lepo, ja. Jaz bi se še tudi zahvalil seveda za, da imamo še tukaj oba novinarja, gospano
Zmeri... Jagodic bo kar ostala, no? Okay. Pa Aleša Senožečnika za poročanje, korektno poročanje in sodelovanje. In seveda jaz si želim, da bomo tudi v letu 2020 tako sodelovali, kot smo, ne. Daj, kdo je še roko dvignil? Blaž, ja, gasilec, prosim. No, spoštovane svetnice, svetniki, občinska uprava, župan, jaz bi vam rad pač v svojem imenu in pa v imenu Gasilske zveze Cerklje, katero vodim, pač zaželil lep Božič in pa seveda srečno, zdravo in pa predvsem varno novo leto. No, moram vam povedati še to, da nam bo dedek Mraz za novo leto pripeljal čisto novo avtocisterno, za katero ste tudi vi dvignili roke, pa še jih boste, če bo. Povem vam samo to, da je krasno vozilo na podvozju Scania 6x6 pohon in pa 10 000 litrov vode. No, s tem vozilom bomo lahko res kvalitetno pripomogli k boljši požarni varnosti. Hvala za sodelovanje in pa srečno naprej. Hvala vam gasilcem za vsakokršno pomoč, ne samo pomoč, kadarkoli vas rabimo, ste na razpolago. To je edina organizacija, bi lahko rekel, ki se odzove na klic, ne na prošnjo. Še kdo? V redu, jaz se vam zahvaljujem. Se vidimo v Adrgasu, tam nekje v 7:30 sem napovedal, da bomo zaključili. Lahko noč.